Ja, na koncu si človek umije zobe. Odprem knjigo, pa preberem kakšno stran, da si malo umirim misli in lažje zaspim. Ne, oblačila pa že od svojega 25. leta kupujem sam, torej sam izbiram svoje oblačila. Nazadnje sem bil reden gost v Maxi Marketu, kjer so me kasneje celo povabili, da bi postal neki influencer ali nekaj podobnega, ampak sem na žalost mogel odkloniti, ker bi moral zraven dodati znamko Maxi Market, kar bi po moje bil velik kamen spora ali pa bi morda bil celežen kakšnega negativnega mnenja protikorupcijske komisije. Rada grem do kakšnega slovenskega oblikovalca, ampak zelo pogosto zadnje čase tudi kar po internetu. Zgleda sem se to v zdravstveni krizi navadila, pa tudi lažje, ko si lahko doma več časa vzamem. Počel sem pravzaprav praktično vse, od tega, da sem bil bolničar v kliničnem centru, da sem sestavljal omare, da sem pleskal prostore, da sem na Petrolu čistil delo v pralnici. V praksi sem bila v kartonažni za tekočim trakom. Prva študentska služba je bila pa na Radio Glas Ljubljane, kjer sem bila voditeljica jutranjega programa, imela svoj program in vsako sredo zjutraj zbujala Ljubljančanke in Ljubljančane. Sam sicer ne kupujem teh živilskih potrebščin, to počnejo drugi v našem domu. Ko pa kdaj slučajno zaidem tudi kupiti to, lahko dobite kruh zelo različno. Torej, če kupite unega, ki je dan star, ga dobite tudi po 0,80 evra, drugače pa se cene gibljajo tam nekje okrog 2, tudi 3, kolikor je nekaj boljšega v tem kruhu. Prav tako pa je seveda z litrom mleka, ki je seveda odvisno v kateri trgovini, ampak tam nekje od 0,80 pa nekje do 1,5. Kilogram kruha bi lahko bil tudi odvisen kakšnega, ne? Ampak pod kakšne pol evra, mleko pa tudi okoli evra. Težko vprašanje, če pa bi moral katero žival izbrati, bi pa to gotovo izbral planinskega kozoroga. Moja najljubša žival je kar pes, sem imela veliko psov v svojem življenju in komaj čakam, da bom spet imela več časa, da si spet lahko kakšnega zamislim, privoščim. Nikoli nisem imel problema z drugače mislečimi, torej nikoli nikogar nisem izključeval, zato seveda nikakršnega problema ne bi bilo, da bi se na kosilu srečal tudi z drugače spolno orientiranimi ljudmi. Imam toliko takih sodelavcev in prijateljev okoli sebe, da ne opazim razlike. Zapel ne bom, ker so mi povedali, da imam smisel za pavze, torej nimam prav veliko glasbenega posluha. Cele seveda ne morem, ker je preveč kitica, ampak vsekakor pa živena vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, preperi sveta bo pregran. Da rojak, prost bo vsak, le vrak, ne, sosed bo mejak. Živena vsi narodi, dokler ne čaka dan, da koder sonce hodi, preperi sveta bo pregnan. Da rojak. Nisem najboljša pevka.